Pri masaži stopal je pomembno omeniti, da stopala lahko masiramo, ko oseba leži na hrbtu in ko oseba leži na trebuhu. Ko pričnemo z masažo stopal, v kateremkoli položaju, je primarno potrebno stopala prej očistiti. Z vlažilnimi ročki, kakorkoli, vseeno hodimo po stopalih, tudi znojimo se v stopala in je zato potrebno lepo umiti. Ko stopala umijemo, jih jaz najraje masiram z masažnim maslom, enako lahko spet masiramo z oljem, po želji. Torej, nanesemo maslo, lepo razmažemo dobro po dlaneh in masirali bomo vsako stopalo posebej. Obstaja možnost tudi masaže obeh stopal hkrati. Torej, za štart bomo nanesli s površinskim glajenjem po celotnem stopalu masažno maslo. Tudi osebno priporočam, da se uporablja maslo že iz tega vidika, ker imamo stopala velikokrat zelo trda ali spokana in jih tole le dodatno nahrani. Masaža stopal je prav tako zelo prijetna pred večernim spanjem, vzame le 5 minut. Sedaj, ko sem maslo dobro nanesla, bom pričela z gnetenjem s palci. Primarno bom tale prostor tik pod prsti pomasirala s palci v smeri proti peti. Enako kot smo imeli pri dlaneh, v tem področju, kjer se zelo radi delajo žulji. S palci pregnetemo parkrat čez. Ko zaključimo, bomo naredili mehko pest in bomo mičkeno stopalo pomaknila navzgor in bomo z mehko pestjo podrsali navzdol proti peti in čez peto. Se vrnem nazaj na štart in grem spet s korenom z mehko pestjo navzdol. Tule je pritisk lahko precej močan, zato ker, kot veste, naša stopala so tisti primarni stik s podlago. In zato je tudi koža na stopalih debelejša. In da čutimo močan pritisk, je potrebno tudi močno stisniti. Ko končamo z mehko pestjo, gremo na tehniko križ-kraž. Tole bomo izvajali s palci, torej palca skupaj, palca narazen, palca skupaj, palca narazen. In bomo tole tehniko ponavljali vse od začetka stopala pa do konca, vse do konca pete torej. In delamo tale križ-kraž. Jaz grem najlažje mičkeno nižje, zato da ohranim ravno hrbtenico. Ponovno lahko močno pritiskamo z našimi palci v stopalo. Enako vrnemo nazaj navzgor, proti prstom. Ponovimo tehniko še parkrat, ker je namreč zelo prijetna tehnika. Ko zaključimo, gremo že na gnetenje prstov. Pri prstih enako kot pri prstih na dlaneh, začnemo lahko z mezincem ali palcem in ga pregnetemo do konca. In drug, torej prstanec do konca in sredinec pregnetemo lepo okrog dovzdol, kazalec navzdol in pa palec za na konec. Ga lepo postiskamo in pregnetemo navzdol. Ko končamo v eno smer, komot nadaljujemo še v drugo smer. Končamo s prsti, gremo na tele nartne kostke oziroma med temi kostki bomo v bistvu s palci gnetli in sproščali tele, dajmo reči, kanalčke. Sedaj med tema dvema prstoma, med kazalcem in sredincem, med sredincem in prstancem, navzdol. Kot vidite, dlani in stopala se vedno masira v smeri proti srcu.
zato ker, kot smo že omenili, kri, limfa, vse poteka v tisto smer. Za na konec bom še površinsko pogladila celotno stopalo, pomasiram še drugo stopalo, vzamem posebej papir, pobrišem stopali, pokrijem in tole je bila masaža stopal, ko oseba leži na hrbtu.